Dajte mi nekaj povedati, a je sploh kaj boljšega, kot pa kadar cela hiša diši po sveže pečenem kruhu. In to ajdovem z orehi, moj najljubši. Dajmo pogledati kar recept. Za začetek dajmo v mlačni vodi raztopiti suh kvas. Seveda lahko uporabimo tudi svežega. V vsakem primeru dobro premešamo, da se kvas popolnoma raztopi, nato pa počakamo 5 minut, da se aktivira. V skledi mešalnika zmešamo navadno belo moko, dodamo ji še ajdovo. Ne smemo pozabiti še na žličko soli ali pa žličko in pol. Testo lahko gnetemo na roke ali pa z mešalnikom. Zakaj bi se matrali, jaz bom uporabil kar mešalnik. Dodamo še kvasec in vse skupaj gnetemo nekaj minut. Ko se testo začne sprijemati, dodamo še orehe in ponovno gnetemo. Vsega skupaj gnetemo 10 minut. Čas je, da damo vzhajati testo. To storimo v pokriti posodi in ga pustimo vzhajati nekje pol ure do 1 uro. Toliko, da se volumen podvoji. Ko je testo pripravljeno, ga ponovno pregnetemo na pomokani površini in ga preoblikujemo v štruco ali hleb. Najbolje je, da za ponovno vzhajanje uporabimo vzhajalno košarico, če jo nimamo, pa tudi nič narobe. Pustimo vzhajati še nekje pol ure, vmes pa segrejemo pečico na maksimum. Preden bomo kruh dali v pečico, ga še zarežemo z britvico. Na takšen način bomo zagotovili, da se bo kruh razprl točno tam, kjer mi želimo. Kruh pečemo pri najvišji temperaturi, kar jo zmore naša pečica. Za prvih 15 minut peke je pomembno, da dodamo še vlago. Moja pečica ima to funkcijo, lahko pa dodate tudi kar skodelico vode. Potem jo pa umaknite in pecite še pol ure. Kruh je zdaj pečen. Počakajte, da se malce ohladi, pol ga pa kar napacite. Mogoče ne pojesti vsega naenkrat. Dober tek.